Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je na obravnavo zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi oziroma predloga odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi. Parlamentarne preiskave so pomembno orodje za ugotavljanje politične odgovornosti. Toda prav zato in še posebej morajo zanje veljati jasna pravila in učinkovite sodne varovalke. Predlagana novela te varovalke odpravlja. Posamezniki, podjetja, sindikati, nevladne organizacije in drugi prizadeti ne bodo več mogli pri Ustavnem sodišču pravočasno izpodbijati nezakonito ustanovljenih preiskovalnih komisij ali njihovih sklepov. To pomeni, da bo o dopustnosti najresnejših posegov človekove pravice in zasebnost odločala politična večina sama. V Svobodi vidimo sprejetje novele Zakona o parlamentarni preiskavi kot jasen znak, da se želi koalicija vrniti nazaj, v čas pred volitvami leta 2022, ko je v državi vladal strah, represija in zatiranje kritične misli. Proti temu se bomo absolutno borili ob boku volivcev in volivk. Edina prevara tukaj, pri tem referendumu, je parola, s katero ste nabrali nekaj čez 40.000 podpisov proti politični policiji. Ker kako drugače prepričati ljudi za oddajo podpisa proti neki noveli zakona, ki se v ničemer, ampak res prav ničemer, ne dotika življenja običajnih ljudi. Zamočali pa ste pravi namen. Odpraviti nesmiselne proceduralne zaplete ali celo preprečitev preiskovanja raznih malverzacij pri delovanju slovenske energetike. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke voljo 40.000 volivcev spoštujemo. Se pa hkrati veselimo vsebinsko polne razprave pred referendumske kampanje, kjer s takimi pocestnimi floskulami pač ne bo šlo. Obenem novela parlamentarnim preiskovalnim komisijam omogoča, da brez predhodnega sodnega nadzora pridobivajo občutljive osebne podatke od bank, telekomunikacijskih operaterjev, policije, Fursa in drugih državnih organov. Šele naknadno bi se lahko presojalo, ali je bil tak poseg zakonit, ko so bili podatki že razkriti. Eno trditev, ki smo jo velikokrat slišali v stališčih in ki je popolnoma odtujena od realnosti. Pregledovali vam bodo sporočila zasebno komunikacijo. 1. člen Zakona o parlamentarni preiskavi, spoštovane kolegice in kolegi, parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se opravi, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odločanje Državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Veste, kdo so nosilci javnih funkcij? Mi, poslanci, ministri, predsednik vlade, župani, občinski svetniki. Državljan, ki ni izvoljen v neko funkcijo, ni nosilec javnih funkcij. In veste, koliko je približno teh javnih funkcij v Sloveniji, koliko državljanov upravlja te javne funkcije? Približno 6.000. Od 1,7 milijona polnoletnih državljanov. Mogoče Nataša Sukič kasneje ali pa Robert Golob v razpravi, kateri člen govori, tukaj ustanavlja se politična policija, ker smo toliko na družbenih omrežjih lahko slišali o tem. Kateri člen piše, Državni zbor ustanavlja politično policijo? Se to je retorično vprašanje, tega člena ne boste najdli, da se ne rabite matrati in iskati. Poslanec me je tukaj ad personam imenoval in napadel, kot da sem jaz kadarkoli izjavila, da gre za Zakon o politični policiji. Naj mi to pokaže, jaz tega nisem skonstruirala. To so ljudje tako ocenili, nikoli v življenju naj mi pokaže eno mesto, kjer bi jaz to uporabila. To ne pomeni, da ta zakon ni globoko problematičen, je. In zato zahtevam opravičilo, ker se počutim napadena in užaljena, ker poslanec operira z mojim imenom poljubno, na pamet, govori, kako se neka propaganda izvaja. On izvaja propagando na ta način, da mene vlače po zobeh, čeprav v življenju nisem izjavila niti enkrat samkrat, da gre za Zakon o politični policiji. Tudi v našem stališču poslanske skupine ni bilo te dikcije. Zdaj, kolegica Sukič, iskrena vam hvala, da prva kot poslanka opozicije priznavate, da ta zakon ne uveljavlja nobene politične policije. Me pa vaša izjava kaže veliko kontradikcijo s tem, kar ste objavili na socialnih omrežjih. 3 tedne nazaj stranka Levica objavi na Facebooku posnetek: oddaj podpis za referendum proti politični policiji. Tako da
Kot vodjo poslanske skupine seveda sem vas omenil. To je popolna zloraba, kar ta človek počne. Ponovno si je zmislil, kaj da sem rekla. Jaz nisem ne ovrgla, ne pritrdila temu. Rekla sem, da so to dikcijo vpeljali ljudje. In zato, ker so oni pozivali na referendum o politični policiji, je bil to citat, to pa nima veze z mano osebno. Nehajte. Gospa Sukič, to ni postopkovno. Glejte, še enkrat se moram odzvati. Ker sem oddala podpis za referendum proti politični policiji. Pozivam. Spoštovana kolegica Sukič, ne, rekli ste, da te dikcije niste uporabljali in vse ostalo. Torej, imate posnetek na socialnih omrežjih, ki o tem govori. Še enkrat pa se vam bom zahvalil, da ste danes povedali, da ta zakon ne uveljavlja nobene politične policije. Ljudje zahtevajo moč ljudem in jo bodo tudi dobili. Ker imajo poln kufer udiranja v zasebnost strani politike, ker imajo poln kufer tega, da poslušajo, kako politika potrebuje več pooblastil in kako naj bi jih politika zaščitila pred politiko. Zato verjamem, da je marsikoga v vladajoči koaliciji strah danes rezultatov tega referenduma. Zato verjamem, da boste govorili v kampanji vse živo. Govorili boste, kako, če ni vloge ustavnega sodišča, boste korupcijo reševali s političnimi preiskovalnimi komisijami. Ali so glasovi, ki ste jih vi dobili na volitvah, res glasovi, ki jih boste dobili ponovno na referendumu? Ta referendum bo prva nezaupnica tej koaliciji. Zaradi tega, ker ljudje avtoritatizma, če kaj, res nočejo. Nismo ga hoteli leta 88 in ne želimo ga leta 26. To bo referendum o korupciji. Tisti, ki bo za, si bo želel efektivno odkrivanje in pregon korupcije, tisti, ki bo proti, pa bo podpiral vse rabote in koruptivne prakse, ki so se zadnja 4 leta, pa tudi prej dogajale. Veste, kaj je zame prava korupcija? To, kar gledamo v energetiki te dni. Ko gledamo, kako je cena nafte in naftnih derivatov bistveno višja od tega, kot bi morala biti. Kako ljudje danes, vsak od nas, ki tanka, plačuje više cene kot na Hrvaškem. Kako vsak, ki danes tanka, plačuje više cene danes, kot so bile pri primerljivih cenah na svetovnih borzah pred mesecem dni. Ker je vmes nekdo poplačal svoje politične botre in jim omogočil više zaslužke, više dobičke, više nagrade in višjo ceno delnic. In to je zame korupcija. Na Ustavno sodišče ste s pomočjo vaše paravojske spravili interventni zakon, ki bi cene energentov zniževal za približno 15%. Bravo, resnično bravo, spoštovana opozicija. Torej blokirate zakon, ki bi vsem znižal račune, samo zato, ker ga očitno z ideološke ali druge ovire ne želite uveljaviti. Gospa Lena Grgurevič, postopkovno. Da, poslanec lahko govori o temi, ki je na dnevnem redu. To je poslanec Poglajen kršil, zdaj na koncu je govoril o cenah torej naftnih derivatov in kaj je vaš postopkovni samo predlog? malo, že v začetku sem vam povedala, imam pa 3 minute, da oblikujem. Lepo kaj pa je prosim, postopkovni predlog? Uvodoma sem že povedala, poslanec lahko govori zgolj o temi, ki je na dnevnem redu. Torej, in o tem je tudi govoril. A lahko prosim, Izvolite. predsedujoči, ker je predlagatelj kršil to določbo poslovnika večkrat, vas samo prosim, torej ali mu izrečete opomin ali pa vas prosim, da bodo veljali enaki vatli za vse. Predlagatelj se odzval na predhodno razpravo kolega Goloba, ki je govoril o naftnih derivatih, tako da mu ne bom izrekel opomina. Veste, kaj pa je politična policija? To, da Robert Golob depolitizira policijo in jo ustvari po mnenju Gibanja Svobode. Politična policija po vzoru Udbe. Udba, ki je poročala takratnemu šefu komunistične partije in danes vašemu neuradnemu šefu Milanu Kučanu. Vi, ki ste sami največja politična policija z zgodovino, to očitate nam. Pa to človek enostavno ne more verjeti. Samo zato, da se ja ne bi preiskovalo doktorja Roberta Goloba. Vložena je bila parlamentarna preiskava, ki bi preiskovala financiranje in porabo denarja v nevladnih organizacijah. In kaj se zgodi? Nevladne organizacije same začnejo zbirati podpise proti temu zakonu. Samo zato, ker se bojijo kontrole. Vsak si ne ustvari svoje
mnenje. Niste zbirali podpisov, ko je v prisluhih vaša bivša generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković rekla, da je vaša poslanka Alenka Bratušek pokradla 2,5 milijona na drugem tiru. Kje so podpisi? Ko je bivši minister Bešič Loredan govoril o projektih in da lahko pri projektu zaslužiš milijonček. Kje so podpisi, da Janković za vsak projekt dobi 10% provizije? Kje so vaši podpisi? Zdaj pa pustite nas, da delamo in ne zajebavite naroda z lažmi o neki politični policiji, vaš poceni politični PR, čeprav ste sami največji politični policaj z vsemi vzvodi v naši državi in vaš cilj je lomiti to koalicijo, lomiti to vlado in povem vam, ne bo vam uspelo. To je jelovica. Roberta Goloba lahko preiskujemo po vseh različicah zakona o parlamentarni preiskovalni komisiji. Po stari, po srednji, po novi in tako naprej. Ker v bistvu je to, ta zakon je prav zaradi tega nastal, da bi lahko politične funkcionarje preiskovali. Torej, to, da nekdo reče, da po tem zakonu pa se mi bojimo, ker bomo, skratka, to je bullshit, se opravičujem. Ne? To je osnovni nič. To je manj kot nič. O tem se mi pogovarjamo. Skratka, Roberta Goloba lahko preiskujemo po kateremkoli zakonu. Po kateremkoli. Tamara Vonta je posegala v človekove pravice, pa dejte, no, poglajen, dejte, bodite resni. A bežte, kako pa vi to veste? Kako pa vi to veste? A vi veste, da je vse zaklenjeno pod ključem tam spodaj? Kako pa vi to veste, spoštovani gospod Poglajen, ki ste prišli sem enkrat po zimi? Ah, ovadena sem bila, ovadi lahko vsakdo, jaz lahko ovadim kogar hočem od vas. Pa to še ne pomeni, da imam prav. In tudi vi nimate prav. In to boste izvedeli prav čas. To, če mene ovadi en gospod, ki izmerja celo Slovenijo po televiziji, ki je prvo propagandno trobilo SDS-a, če on mene ovadi, jaz se lahko samo smejim. Ker veste, vsak pride, za vsako rit palca raste. Pa tudi za tako. Slišimo obtožbe iz ust pionirjev nečednih poslov v tej državi. Avtorjev vseh največjih korupcijskih afer v zgodovini. Oni bodo reševali zdaj korupcijo, torej samega sebe očitno, ne? To je en tak klic na pomoč, da se samo očistijo, ali kako? In oni bodo učitali drugim, kaj so počeli. To je za mene najbolj komičen moment v zgodovini tega državnega zbora. Komičen, po drugi strani pa zelo zaskrbljujoč. Jaz ne vem, koliko manekenk je bilo tolikokrat na prvi strani demokracije, kot sem bila jaz. Jaz sem ponosna na to, jaz to doma zbiram, dam okvirček, pa se vsi lepo zabavamo. Ampak to je res komično. To je v bistvu za vas, v bistvu izpadete zelo neresni in otroči. Gospoda Tomašiča je že omenila, pa gospoda Požarja, gospoda Jeretiča lahko omenimo. Noben od njih ni bil nosilec javnih funkcij, spoštovani, pa ste jih obvodno preiskovali in brskali po računih. In zakon Urške Klakočar Zupančič tega ne rešuje. Tamara Vonta bo še vedno lahko brskala obvodno po računih državljank in državljanov zaradi tega, ker je za to potrebno spremeniti poslovnik. V poslovnik pa bomo dodali dodatne zaščite prič v preiskovalni komisiji, da se zlorabe politične policistke Tamare Vonta, kot si jih je dovolila v preteklem mandatu, nikoli več ne ponovijo. Zahtevam opomin, to je prva stvar. Druga stvar pa povejte temu nadebudnemu Poglajnu, razložite, ko danes že tretjič maha, kako bo spreminjal poslovnik, da za to rabi 2/3 v parlamentu in brez naše podpore vi poslovnika spreminjal ne boste. Hvala lepa. O tem se bomo pa morali najprej pogovoriti in zediniti, kaj ne, kolega Poglajen, da ne boste tukaj mahedral, kaj bo pisalo v novem poslovniku. Pisalo bo točno tisto, o čemer se boste dogovorili 2/3 parlamenta. Hvala lepa. Vaše žalitve, kolegice, bi, vkolikor ne bi strahopetci, kot ste, nasprotovali temu, da kriminalec naj ne bo politik, bi šli tja, kamor spadate. Kar nekaj vas. Se razumete? Proti temu ste bili. Ne dopuščam vam več, da poimensko napadate njo, kako je vodila preiskovalko. Mi smo se vsi podpisali pod to preiskovalko, vsi smo potrdili njeno zaključno poročilo in vsi člani njene komisije stojijo za njo. Zato prosim naslednjič, ko napadate kolegico Tamaro Vonta, napadete celotno Svobodo. Ok?
Jaz sem samo navajal, kaj je Tamara Vonta kot oseba delala kot predsednica komisije. Ne morem pa govoriti za celotno preiskovalno komisijo. Kolega Duško Vojinović ni bil takrat niti poslanec. Kako ne govorim, da je on sokriv za njena dejanja, ki so bila več kot očitno protizakonita. Več kot očitno nezakonita, to vi odločate, ali kako, kaj je nezakonito? To je v vaši domeni, gospod Poglajen. A res vi to odločate? Vi odločate, kaj je zakonito in kaj je nezakonito. Bravo. In vi tudi berete zakone in odločate. Super. Lepa prihodnost nas čaka. Veselimo se je. Veselimo se je. Pač bo naslednjih, v naslednjem obdobju potrebno take zlorabe, kot si jih je dovolila Tamara Vonta, onemogočiti in odgovornim naložiti to, da bodo za to kazensko odgovarjali. Hvala. Človek kar diskreditira ljudi gladko, brez enega samega dokaza na podlagi tistih svojih tračev tam v tistih raznih žutih štampi, ki sploh niso mediji. On tu lepo trosi, ni bil član preiskovalke, jaz sem bila članica preiskovalke in on pred slovensko javnostjo blati in kleveta Tamara Vonta, da je ona nekaj zlorabljala. In zahtevam resno pomin in tudi obravnavo, evo, spet, naj se še njega kaznuje na komisiji, ta naš etični kodeks, naj se ga obravnava in naj se še temu človeku izreče opomin, ker je preseglo vse meje. Jaz sem se navezoval v svoji razpravi kot predlagatelj samo na to, kar je Tamara Vonta govorila in ji predstavil druga dejstva, ki so dejstva, ki jih ne more z enim dokumentom. Kolegica Sukič, če sem bil tiho, ker ste vi govorili, tudi prosim, da me enako spoštujete, kaj jaz odgovarjam. Mislim, ker imam jaz postopkovni predlog. Glejte, ne morete tako selektivno zbirati, o čem lahko nekdo govori, o čem nekdo drugi pa o tem ne sme. Tamara Vonta je kvalificirana za to, da pove, kaj se je dogajalo na komisiji, kajti vodila je to komisijo, katere član ta človek sploh ni bil, niti ni bil še član parlamenta takrat. Ne? Ta človek govori, da so se dogajale zlorabe, ne govori domnevne zlorabe. Nič ni dokazano nikjer, da je bila kakšna zloraba. On govori, da so se dogajale zlorabe in to je klevetanje, diskreditacija in blatenje Tamare Vonta. In zato resno, zdaj pa je res že čas za opomin. Prej ste rekla, da boste in spet je ponovil isto stvar na drug način. Zahtevam opomin. Izrabljate postopkovno razen prvega. Zdaj pa dovolj in nadaljujemo z razpravo. Naslednja je prijavljena k razpravi kolegica Janja Sluga. Izvolite.